Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. 10. seja, zadnja seja v letošnjem letu mestnega sveta mestne občine Kranj. Dejansko na zadnji seji je bilo zelo malo točk. Mogoče najbolj pomembno je to, da so mestne svetnice in svetniki izglasovali sklep, da lahko gremo v nakup dodatnega prostora v Blajvajsovem parku, torej parka in pa bivšega vrtca, tja do avtobusne postaje. Vemo, da je lastnika Riva, ki so nam ponudili v odkup, tako da na nas je zdaj glede na ocene še pogajanja, da bi dejansko imeli zaključeno celoto Blajvajsovega parka skupaj z trenutno to stavbo v zelo slabem stanju. Druga potem taka pomembna zadeva je, da so mestni svetnice in svetniki izglasovali sklep, da dodelimo eno stanovanje, občinsko stanovanje zaradi družine, ki je stanovanje zalilo nedavne poplave, tako da tukaj je bil čisto solidarnostni moment. Pa tretja stvar, da smo spremenili pravilnik o dodelitvi stanovanj v lasti mestne občine Kranj za zaposlene. Vemo, da teh stanovanj nimamo, vendar se je zakonodaja spremenila in smo morali pravilnik v temu spremeniti. Kar je bilo pa potem še v nadaljevanju, pa predstavitev dela kovačnice. Vemo, da leta 2020 smo kupili prostore pošte, in noter zdaj uredili res sodoben center, podjetniški inkubator in pa razne delavnice. Center je zelo obiskan, tukaj je preko 50 delovnih mest, veliko mladih podjetnikov je že uspelo, predvsem sem pa vesel tega, da se pri raznih hekatoni in pa veliko osnovnošolskih in pa srednješolskih otrok se udeležuje raznih delavnic. Jaz bi vprašala, zdaj tale akcija v Kranju v srcu dobro mislimo, zbolj zbral vzela. Tako je, ja. Torej, kako teče in vmes je bila še to dobrodelno kuhanje, zdaj je tudi dobrodelni nogometni maraton, skoraj lahko rečemo, torej več o tej akciji, kako teče in kako naprej. Zdaj že četrto leto. Peto, Še enkrat. Zdaj že peto leto poteka akcija v Kranju dobro v srcu mislimo. Vsako leto je večji odziv, jaz računam tudi letos. Pozvali smo podjetja, pozvali smo posameznike, da darujejo za tiste, ki so te pomoči potrebne, posamezniki, družine. Vedno je obdobje pred Božičem in pa pred novim letom tisto, ko je neko obdobje, ko pomislimo še na druge in ko želimo dejansko pomagati tistim, ki to pomoč potrebujejo. Jaz računam, da se bodo Kranjčani in Kranjčanke odzvale na to, kot tudi podjetja, in da bomo 15. januarja, ko se akcija zaključi, dejansko lahko osrečali čim več posameznikov ali pa družin, ki to pomoč potrebujejo. Ena takih zadev so tudi razne prireditve, kuhanje golaža prejšnjo soboto, zdaj pa na predbožični večer bo nogometni turnir, kjer bodo prišle res nogometne zvezde Kranja, tako da dobrodošli. Tudi vse, kar bodo na tem turnirju zbrali, bodo namenili v ta sklad oziroma na tekoči račun Zveze prijateljev mladine Slovenije, kjer se denar zbira skupaj z Zavodom za turizem in pa kulturo Kranj. Tako da računam, da bodo tudi oni dali svoj mozaik. Lani je bilo dobrih 2000 evrov strani njih, tako da računam tudi letos. Se vas je kakšna zgodba od teh, ki potrebujejo pomoč, posebej dotaknila? Tukaj imamo, najbolj me seže tako v srce, ko otroci bi radi šli v šolo na izobraževanje, v določeno srednjo šolo, pa ni denarja doma. Tako
Tako da te zgodbe so tiste, ki sežejo v srce in tega imamo vsako leto kar nekaj. No. To se pravi, želja polni otroci nimajo razmer doma, da bi šli v šolo in potem pač na tak način pomagamo, da si zagotovijo šolanje, da si zagotovijo vse potrebne materialne dobrine, da lahko nadaljujejo šolanje oziroma grejo na smer, ki jih to zanima. Prešerni december je v teku, zaključek s silvestrovanjem spet na prostem. Ja, Miran Rudan s svojim orkestrom bo na Silvestrovo, večer prej bo Peter Grašo in pa 28. Beatle tribute, to bodo stvari, ki bodo prav gotovo pritegnile ne samo Kranjčane in Kranjčanke, ampak dejansko celo Slovenijo, pa verjetno tudi kdo iz tujine bo prišel to pogledati. Tako da Kranj bo poln, upam tudi, da nam bo vreme služilo in jaz komaj čakam, da se začne tisti zadnji teden decembra. Kaj želite Kranjčankam, Kranjčanom ob novem letu in kaj želite sebi? Prav gotovo si vsi želimo, da bi na svetu zavladal mir. Lažje bi vsi skupaj živeli, kot vidimo, vojna v Ukrajini pa zdaj še v Palestini dejansko pomeni, da je cel svet v nekem krču, življenje je postalo izredno drago in če bi zavladal mir povsod po svetu, potem mislim, da bi bilo življenje pri nas, ne samo tukaj, ampak po celem svetu mnogo boljše. Za nas vse skupaj pa seveda, tako kot vedno, da preživimo praznike v krogu svojih najdražjih, predvsem pa si želimo miru, sreče, zdravja in pa seveda konec koncev tudi uspeha, da se nam uresničijo vsi tisti cilji skriti in ne skriti v letu 2024. Kje boste vi za najdaljšo noč? Ja, klasika. Obiskat grem delavce v zdravstvenem domu, potem gasilce, policaje in odštevam na glavnem trgu do novega leta. Mogoče se samo na hitro, kakšno bo leto 2024 v kranjski občini, kaj bo ji dajalo tempo? Mi imamo res kar zelo veliko projektov. Jaz računam, da bomo takoj v začetku leta dobili gradbeno dovoljenje za nov dom za upokojence. Potem imamo daleč največji investicijski projekt v zadnjih desetletjih, industrijska cona Hrastje. Upam, da se bo premaknilo, pogovarjamo se z Ministrstvom za infrastrukturo, ureditev Blajvajsove in Kidričeve, zato da bomo lahko začeli z gradnjo novega zdravstvenega doma. Kot vidite, kar nekaj stanovanj se gradi po Kranju, ampak ti projekti, ki sem jih naštel, so dejansko glavni. Naj omenim še most čez Savo, zato da bomo prvič naredili možen prehod iz Drulovke oziroma iz desnega brega Save pod Stari Kranj. In pa seveda gradnja tam neprofitnih stanovanj. To je pogoj, da podremo strm most, naredimo novega, da se potem zgradi cirka 220 novih neprofitnih stanovanj. Računate, da bo padla odločitev v zvezi z regijsko bolnišnico? Ja, jaz mislim, mogoče sem kar prepričan, da bo v prvi polovici ali pa prvi triadi prihodnjega leta ta odločitev morala pasti. Če želi vlada resno pristopiti k reševanju zdravstva, predvsem na Gorenjskem, Gorenjska kot najbolj razvita, med najbolj razvitimi regijami in da nimamo svoje gorenjske bolnišnice, mislim, da to ni dobro in da bo pač vlada oziroma ministrica za zdravje to odločitev čim prej sprejela. Verjamete, da bo to Kranj? Verjamem, da bo to Kranj, ker je daleč najbolj primeren za umestitev gorenjske bolnišnice.